Kar je bil nekoč krom, bodo v prihodnosti predstavljale luči. No, vse tako kažejo trenutni avtomobilski trendi. Kromirane letvice in okraski se danes umikajo svetlobnim detajlom najrazličnejših oblik, ki dajejo avtomobilu značilen karakter. V primeru modela DS4 gre za dnevne žaromete. No in takšno nadvse elegantno obliko omogoča LED tehnologija in pa seveda znanje razvojne ekipe, ki jo tokrat ne gremo obiskati nekam v Francijo, ampak jo bomo obiskali kar doma. Pravzaprav vse, od prve do zadnje komponente, od vijaka do prezračevalnega elementa, vse skonstruiramo in razvijamo sami. Mi dobimo od njihovih stilistov pravzaprav neko tehnično skico, računalniško skico, tako rekoč, to je zunanja površina na avtomobilu, mi hočemo imeti svetilko. In mi oblikujemo na podlagi te površine, oblikujemo vse, kar je v ozadju, celotno arhitekturo in gradbeni ustroj svetilke. Mi moramo vedeti, koliko prostora bo to zavzelo, kakšna toplota se bo generirala, kakšna bo interakcija z okolico, a smo zmožni v takšnih dimenzijah še držati vse njihove predpisane tolerance. Zdaj, samo srce svetilke je ta reflektor v obliki črke L, ki ima reflektorske komore, ki jih osvetljuje 49 let izvorov. Glavna komponenta, ki ustvarja premijsko vrednost svetilke, pa ta zaslonka iz difuznega mlečnega materiala. Ta zaslonka je tudi dvokomponentna, seveda črna in transparentna. Transparentna pa je motna ravno s tem razlogom za disperzijo svetlobe, da naredimo bolj atraktivno površino. Končna komponenta je pa še ta dvokomponentna leča, tudi črna in transparentna, ki predvsem ščiti svetilko pred zunanjimi vplivi. V tem primeru gre torej za premijsko avtomobilsko znamko in premijski model. Kakšne so torej zahteve in posebnosti? Pri tem produktu je bila res želja stilistov, da bi svetilka sooblikovala identiteto in da bi imela res homogeno, atraktivno svetlečo površino. To nam je tukaj uspelo z tem difuznim materialom in zelo lepo atraktivno razprši svetlobo. Na tak način skrije te pikselizirane LED izvore in naredi svetlobo bolj enotno. Pri zagonu avtomobila se po teh reflektorskih segmentih prižge dnevna funkcija. To je bila ena od osnovnih zahtev DS znamke, kar je tudi zdaj zadnje čase že kar zahteva pri premijskih znamkah, da imamo kakšne bolj atraktivne svetlobne podpise. V tej dimenziji sigurno na trgu še ni toliko velikega, ki bi res toliko odločilno prispevala k signaturi sprednje maske in s tem k identiteti vozila. To je sigurno, smo pionirji na tem področju. No, pri Heli Saturnus Slovenija pa ne poskrbijo le za razvoj, ampak tudi za proizvodnjo teh žarometov. No, pa se preselimo iz Ljubljane v Kamnik. Smo na začetku samega procesa, kjer sestavimo elektroniko na reflektor. Je delno avtomatiziran proces, pri katerem je avtomatizirano samo vijačenje. Na naslednji postaji sestavimo v ohišje reflektor, preklopimo kablažo, ko delavka zaključi, da na trak kos, da pridemo do lepilke, se vstavi na paleto ohišje plus leča, kjer z robotom lečo poberemo, jo odstavimo na ohišje in potem se kos da sušiti. Ko se lepilo primerno ohladi, nadaljujemo s testi, preverimo, da so kosi tesni, da so kosi optično ok, da vse funkcije delujejo in potem gre kos na trak dobrih kosov. Tukaj izvajamo kontrolo dimenzijskih meritev. Tukaj imamo pripravljen kos, ga vpnemo v paleto in pritisnemo štart. In zdaj stroj upravi celo meritev. V primeru, da je meritev slaba, ponovno vzamemo drug kos, ki se ga pomeri. Če je še ena slaba, jih obvestimo. Če je pa meritev dobra, je vse shranjeno noter in se potrjuje in se lahko dela naprej. In absolutno nas zanima, kako bodo videti žarometi oziroma svetlobni detajli avtomobilov, ki na trg šele prihajajo. Ampak seveda, to pa je odeto v tančico skrivnosti. Ja, seveda, že v fazi akvizicije mi dobimo 3D podatke o avtomobilu. Teda mi že vemo, kako bo nek avtomobil čez neki let izgledal. Moramo vedeti, ker to svetilko moramo umestiti v odbijač in moramo videti vse sprednjo masko. S tem pa tudi seveda velike avtomobila vidimo. V Ljubljani in Kamniku tako že počasi pričakujejo povpraševanje za prenovljeno izvedbo oziroma facelift modela DS4.